Za prvo fazo projekta Vonarsko jezero bo država zagotovila slabe 4 milijone evrov. Direktorji, župani in poslanci celjske regije so se srečali v Zrečah. Najstarejša slovenska založba predstavila letno knjižno zbirko za prihodnje leto. Košarkarji Šentjurja v nadaljevanju sezone močnejši za Jana Rizmana. Drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Predstavniki Razvojnega sveta Savinjske regije so z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom podpisali aktualni dogovor za razvoj regije. V Savinjski regiji je na seznamu 7 prioritetnih projektov. Skoraj 4 milijone evrov je država zagotovila za prvo fazo projekta Vonarsko jezero, od česar si veliko obetajo v turističnih središčih v Podčetrtku in Rogaški Slatini. V okviru aktualnega povabila bo država v 9 od 12 regij 100 milijoni evrov sofinancirala 29 projektov. V naslednjem povabilu bo na razpolago več kot 400 milijonov evrov. Poleg projekta Soteljsko oziroma Vonarsko jezero bodo tokrat financirali še regijsko štipendijsko shemo, sredstva pa bodo prispevali 2 ministrstvi. Ministrstvo za okolje in prostor 3,9 milijona iz operativnega programa Interreg Slovenija-Hrvaška 14-20 in pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2,9 milijona iz sredstev operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike tudi 14-20. Na Sotli se bodo najprej lotili obnove brane Vonarje, za kar bodo porabili 1,5 milijon evrov. Ta projekt je bil v torek potrjen na odboru za spremljanje čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška in zajema posodobitev in nadgradnjo te pregrade, kar pomeni, glede na to, da je pregrada bila zgrajena med leti 1976 in 1978, je stara 40 let. V njo se ni kaj veliko vlagalo, pomeni, da je res potrebna obnove. Prizadevanja za ponovno ojezeritev dela mejne reke tečejo od sredine prejšnjega desetletja. Žal, potem 10 let do leta 2015 ni bilo veliko storjenega na državnem nivoju. Namreč leta 2005 smo se dogovorili, da glede na pristojnosti bo tako imenovani vodni svet obravnavala ali nadaljevala z aktivnostmi država, torej to obsega sanacijo pregrade in očiščenje območja, ker je to pač pristojnost države. Za obvodni svet pa bodo poskrbele lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti pa računajo še na en vir sredstev. In tukaj prav gotovo pričakujemo v nadaljevanju prisotnost javno-zasebnega partnerstva. Občina bo verjetno pripravila obe oziroma za našo, lahko rečem, infrastrukturo, kar se tiče uvoza cest, kakšne čolnarnice in vsega ostalega. Vse ostalo pa pričakujemo tudi sredstva oziroma javno-zasebno partnerstvo, se pravi podjetja, ki bodo tukaj notri vlagala. Obnova brane je zelo pomembna tudi za obstoječo infrastrukturo. In za občino Podčetrtek, za vse, kar pod to zapornico leži, je v prvi vrsti zdaj najpomembnejši tisti projekt, ki je bil odobren 2-3 dni nazaj, se pravi protipoplavna zaščita ali pa sanacija zapornice. To moram povedati, to je izrednega pomena. Morate vedeti, da mi imamo tam v Akvaluni in v tem delu izredno veliko število ljudi, predvsem takrat, ko je največ poplav in pa tudi infrastruktura tako in tako ostaja skozi vse leto, tako da izredno pomembna je ta protipoplavna zaščita v prvi fazi. Kaj pa v smislu novih vsebin načrtujejo na slatinskem delu bodoče jezerske površine? Tako imenovan naravovarstveni center Sotla, ki smo ga koncipirali ob zaključku bodočega Vonarskega jezera, ocenjujemo, da bi to naj bilo na koti 204, kot je predlog strokovnih služb. In torej ta objekt bi lahko služil na eni strani predstavitev naravnih danosti tega območja, ki deloma zajema tudi Naturo 2000, istočasno pa bi v njem lahko promovirali tudi Rogaško Slatino in širše območje. Ob uspešni ojezeritvi domači akterji pričakujejo velik porast na področju turizma. Jaz menim in tudi mislim, da vsi menimo tu, da se lahko korenito spremeni življenje na tem območju, da ta povezanost, ki smo jo nekako tudi
pred letom ali dveh naredili s kolesarsko stezo in še s mnogimi projekti, predvsem lahko rečem na cestni infrastrukturi, da ta povezanost z vodo lahko prinese dodatna mesta, nadstandardno življenje, da lahko prinese tudi večje število gostov in se veste, kaj je posledica, tudi več denarja. Prisotni so na koncu izrazili željo, da bi bilo prvo kopanje v Jezerski Sotli mogoče leta 2020. Regionalna gospodarska zbornica Celje je v sodelovanju s Savinjsko-Šaleško gospodarsko zbornico, območno podjetniško zbornico Celje in Razvojno agencijo Savinjske regije pripravila že tradicionalno 7. novoletno srečanje direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije. Srečanje se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Prednovoletno srečanje je čas za sproščeno druženje, a vseeno tudi čas, ko direktorji, župani in poslanci pogledajo na uspešnost iztekajočega se leta. V njem je gospodarstvo poslovalo z neto dobičkom. Število družb raste, izvoz raste, podjetja so bolj razdolžena, tako da mislim, da je še kar nekaj dobrih let pred nami. A vseeno se gospodarstveniki srečujejo s težavami. Največji problemi gospodarstva so trenutno seveda pomanjkanje delovne sile, kar bo tudi v prihodnje naš največji izziv, kako zagotoviti le to, ker brez ustreznih kadrov ne bo rasti in razvoja. Srečanja se je udeležil tudi minister Počivalšek. To pomeni, da bo sodelovanje med gospodarstveniki in državo bolj zgledno? Seveda so določeni premiki, vendar še vedno pričakujemo strukturne reforme, ki niso bile ali so bile zelo slabo izvedene, zdravstveno reformo, reformo šolstva, ki bo bolj po meri gospodarstva, razbremenitev dela plač tistih, ki največ prispevajo k razvoju, torej pomeni srednjih in pa razvojnih kadrov, ki nam bežijo v tujino. Potrebno bo vključiti mlado generacijo, ki razmišlja precej drugače kot smo mi nekoč razmišljali, ima popolnoma druge poti, druge ideale. Kot še poudarja Krivec, bo zaradi staranja družbe treba v delovne procese aktivneje vključevati tudi starejšo ciljno skupino. A glavni problem še vedno ostaja pomanjkanje kadrov. Smatram, da je to vesel problem ali pa sladek problem, slajši, kot če bi bila stopnja brezposelnosti velika. K temu je treba odgovorno pristopiti na vseh ravneh, na strani države, dolgoročno gledano spodbujanjem tega, da nas bo več in da bo čez 18-20 let potencial tudi na domačem trgu. Gospodarstvo tudi v Savinjski regiji raste in tudi zato je bilo včerajšnje srečanje v bolj sproščenem duhu. No, k smehu pa je zagotovo pripomogla tudi monokomedija Slovenska muska od A do Ž v izvedbi Lada Bizovičarja. Najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba Celje je tudi letos izdala redno letno knjižno zbirko za prihodnje leto. 160-letno tradicijo je zbirka edinstvena v Evropi. Letos jo sestavlja 5 knjig iz različnih področij, med njimi je tudi tradicionalni Mohorjev koledar. Zbirko so bralcem predstavili na sinočnjem Mohorskem večeru. Tradicija, ki v Evropi ni para, je za prvo slovensko založbo zelo pomembna. Redna Mohorjeva zbirka, ki izide vsako leto novembra, tako za branje navdušuje številne generacije Slovencev. Tudi letos smo, tako kot že od začetka ustanovitve družbe, pravzaprav nadaljujemo to tradicijo, izdali redno zbirko za leto 2018 in je pravzaprav posebnost v evropskem prostoru. Prav v tem smislu danes, ko so knjige dostopne na klik takoj, zbirka torej ostaja tista, ki jo ljudje pričakujejo ob koncu leta, jo naročijo tudi vnaprej po zelo ugodni prednaročniški ceni in takole pred adventom oziroma na začetku adventa prinese kakovostno branje za vse člane družine. Tokrat so v zbirko zajeli 5 knjig. Osrednja je seveda Mohorjev koledar za leto 2018, ki v roke bralcev prihaja že 160 let. Tudi letos so vanj, poleg koledarskega dela, zajeli prispevke z različnih življenjskih področij. Mohorjev koledar na 224 straneh prinaša 45 prispevkov, pod katere se je podpisalo 51 avtorjev in kar 153 fotografij. Prispevki so razdeljeni v 13 tematskih sklopov.
Gremo tudi malo čez mejo k našim izseljencem, potem malo pogledamo na pomembne zgodovinske dogodke, omenjamo Miroslava Vilharja, Stanislava Škrabca in tako naprej. In seveda povemo tudi nekaj o eni čebeli in 300 kosmatih medvedih. Potem imamo tudi rubriko, kjer govorimo o medčloveških odnosih. Ostale knjige v zbirki so roman Puščavska vrtnica Branka Petauerja, priročnik Sožitje v družini Jožeta Ramovša, celostno podobo zbirki daje pobarvanka Slovenska ornamentika. Ker pa v Mohorjevi vedno poskrbijo tudi za najmlajše, je tokrat dodana knjiga Igorja Cvetka, v kateri so zbrane otroške ljudske igre. Kar nekaj pozabljenih, veliko pa še vedno živih na terenu, to se pravi, še danes se da marsikaj živega na terenu dobiti. Kot raziskovalec glasbene tradicije sem prišel v stik tudi velikokrat za otroško tradicijo. In v letih, ko sem bil tam v službi, se mi je to potem nabiralo, dokler se ni nabralo kar predvsej materijala, ki je za nekaj časa sicer zaspal, ampak mogoče lansko leto sem pa prišel v stik z eno dansko knjigo in sicer The Danish Way of Parenting, to se pravi danski način vzgoje, kjer so poudarili pomembnost, avtorja sta poudarila pomembnost otroške igre. Naročniki so zbirko v teh dneh že prejeli, za vse ostale pa je še vedno na voljo v celjski Mohorjevi knjigarni. Včeraj se je v 96. letu starosti poslovil častni meščan Celja magister Ludvik Rebevšek. Za vrednote, ki jih je oblikoval na področju srednjega šolstva in zdraviliškega turizma in imajo trajen pomen za razvoj, ugled ter promocijo celjske občine doma in po svetu, mu je mestna občina Celje leta 1993 podelila naziv častni meščan Celja. Jan Rizman je novi član košarkarskega kluba Šentjur. 23-letni branilec je z novimi delodajalci pogodbo podpisal do konca letošnje sezone. Sin košarkarskega trenerja Vladimirja Rizmana je pred prihodom v Šentjur igral v Franciji. Zadnja 2 meseca pa je iskal novo sredino. Trener Šentjurja Andrej Žakelj bo na njegove usluge lahko računal že na jutrišnjem obračunu državnega prvenstva proti Hopsom. Jan Rizman ima za sabo bolj ali manj neprijetno izkušnjo v francoskem Lyonu, kjer so se čez noč odločili, da nanj ne računajo več. In kako je bilo po vrnitvi v domovino? Po prihodu domov prva 2 meseca nekako dolgočasna. Saj si skozi navajen na neko ritmu treningov, tekem, sestankov, videoanaliz in podobnega. Ampak sem si ta čas nekako zapomnil, ker sem bil v Franciji brez družine in sem potem ta mesec pa pol 2 bolj preživljal čas z otroci, se igral z njimi, si nekako probal vrniti ta 2 zaostala meseca. Zdaj pa, ko so se treningi začeli, pa tako zopet bi lahko rekel nekako se po starem, tako kot smo bili že prej vajeni. Kakšna pa je bila sicer prva izkušnja v tujini? Zelo zanimiva. Kot prvič sem bil v tujini, nek nov svet, novi igralci, drugačen način življenja. Mogoče malo težavno zaradi jezika, ampak eno z drugim moraš se prilagoditi, adaptirati na novo okolje, se čim prej vklopiti v cel sistem in pokazati, če si sposoben. Zdaj je Jan Rizman v novem okolju, v okolju, ki ga sicer dobro pozna. Jaz bom tako povedal, imam samo od sebe letos dokaj visoka pričakovanja, saj vem, da vsaka sezona, ki jo spustiš oziroma ne odigraš na nivoju, je slabo za naprejšnji razvoj oziroma za naprejšnje čim boljše pogodbe. Seveda slovenske lige sem nekako navajen, Šentjur podobna sredina recimo kot Polzela, majhno mestece, ki se diha za košarko. Tako da ne čutim nekega pritiska, željen sem tekem in seveda tudi dokazovanja. Kako pa je prišlo do sodelovanja s šentjurskim moštvom? Nekako zelo hitro, no najprej sva se slišala po telefonskem pogovoru z gospodom Žaklom, s trenerjem. Me je povabil na trening, sem seveda povabilo sprejel, kajti nisem imel z nikomer trenirati. Po 2 oziroma 3 tednih so pa se že pričeli nekakšni pogovori in tudi ko smo se prvič usedli, smo se dokaj hitro dogovorili, tako da ni bilo nekih večjih problemov. Želje za prihodnost? Želje so vedno zelo visoke, no, zdaj pa treba je to pokazati najprej na igrišču. Seveda pa bo tudi čas vzel nekaj tega, da se navadiš novih soigralcev, spet novega sistema.
ampak mislim, da moji osebni cilji so priti kar se da visoko. Tako igralsko, kot tudi ekipno. Jan Rizman bo jutri odigral prvo prvenstveno tekmo v dresu Šentjurja. V Hruševcu bodo gostovali polzeljski Hopsi, za katere je Jan Rizman v preteklosti igral 4 sezone. Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna, na izpostavljenih mestih pa močna burja. Na severovzhodu Slovenije pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, na Primorskem do -3, najvišje dnevne od -3 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Jutro bo mrzlo, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Burja bo oslabela. V ponedeljek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Toliko v naši vremenski napovedi in v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Hvala lepa, ker ste bili z nami, prijeten vikend in bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.